Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni vroči temi na portalu domovina.je. Gneča na slovenskih avtocestah ni dovolj za Dars. Je tudi gneča pred vrati Darsa. Lep pozdrav sedaj želimo nekdanjemu predsedniku uprave Darsa, gospodu Valentinu Hajdinjaku. Pozdravljeni. Dober dan. Poznamo vas kot človeka iz gospodarstva, prej T2, zdaj Dars, po drugi strani pa kot nekdanjega podpredsednika Nove Slovenije. Čeprav v politiki niste bili na kakšen višjem položaju izvoljeni, ste torej gospodarstvenik ali politik? Jaz se imam za gospodarstvenika. Res, da sem honorarno ali pa deloval v politiki, to je bil v bistvu moj hobi. Nikoli pa nisem bil profesionalni politik, da bi si s tem služil denar. In velikokrat je prišlo tudi v času, ko sem bil na Darsu do očitkov, poglejte ga, politika na tem položaju. Ne? Pravim, ne. Politična pripadnost tej ali pa oni stranki ne sme biti ne zavora ali pa ne prednost pri prevzemanju določenih funkcij v gospodarstvu. Ste kdaj kandidirali za kakšno višjo politično funkcijo? Kandidiral sem za poslanca v Novi Sloveniji, kjer nisem bil izvoljen, zmanjkalo mi je 13 glasov, in pa kandidiral sem za podpredsednika stranke, kjer pač sem bil izvoljen oziroma imenovan. Preden greva k temu, česa se ne greste več, kar ste dejali v svojem odstopu, mogoče najprej, s čim se lahko pohvalite v mandatu, ki ste ga končali na Darsu? O številnimi zadevami in številnimi projekti. Jaz sem vesel, da sem imel skoraj 1300 odličnih sodelavcev, ki delajo po celi Sloveniji, in da smo v času mojega mandata, na Dars sem prišel julija 2020, uspeli zagnati ali pa nadaljevati številne projekte. Vzpostavili smo e-vinjeto, začeli smo z izkopom druge cevi predora Karavanke, končno po 30 letih se je začela gradnja tretje razvojne osi na severnem delu proti Koroški. Ustanovili smo avtocestno policijo, ki je bila potem žal v času te vlade ukinjena. Prepovedali smo prehitevanje tovornih vozil, kar je občutil kot nekaj dobrega vsak, ki se dnevno vozi po avtocesti. Prenovili smo mala počivališča, začeli smo graditi izvoz Dragomer in še bi lahko našteval. Skratka, gre za številne projekte, ki bodo ljudem ali pa uporabnikom avtocestnega križa praktično izboljšali standard in njihovo uporabniško izkušnjo, na drugi strani pa smo vse skozi povečevali tudi varnost in pa pretočnost na našem avtocestnem križu. Omenili ste pretočnost, pa tisti, ki se vozijo dnevno v Ljubljano, se z vami povsem ne bodo strinjali. Vidimo številne kolone v jutrih, pa tudi v popoldanskih konicah. Čemu to pripisujete in kdo je za to odgovoren? To je plod, neustrezne politike države, ki v teh 20 letih ni znala, ni zmogla sprejeti odločitve za širitev določenih odsekov avtocest. Naj ponazorim. Ljubljanski obroč je dimenzioniran za povprečni letni dnevni promet približno 60.000 vozil. Samo na odseku Koseze-Kozarje se dnevno vozi 90.000 vozil in več, od tega med 10 in 12.000 tovornjaki. Skratka, slovenski avtocestni križ je preobremenjen. To je tako, kot bi hotel dati 1,5 litra tekočine ali vode v steklenico, v litrsko steklenico. Ne gre. Dars je že leta 2018 ministrstvu in vladi predlagal začetek priprave postopka širitve oziroma širitve Ljubljanskega obroča in priprave državnega prostorskega načrta. Pripravljene so bile vse ustrezne podlage, vendar se je potem to ustavilo na takratnem ministrstvu za okolje in prostor. In ja, danes bi morali imeti še en pas okrog Ljubljane in še tudi na tistih najbolj izpostavljenih odsekih avtocestnega križa dodaten pas. Ampak to ni naloga Darsa, to je naloga države. Dars kot koncesionar dobi naročilo, da določen odsek zgradi, zato pa se mora prej odločiti država in politika. In žal, država in politika, pa bom dal spet konkreten primer, v primeru odseka Postojna-Jelšane, se nista bili 17 let, več kot 17 let zmožni dogovoriti o najustreznejši trasi. Spravi država in lokalne skupnosti. Nekoliko ste presenetili z odhodom, gospod Hajdinjak. Povedali ste, da ste v preteklosti dobili več namigov, da bi bilo pametno, da to storite. Kdo vam jih je dal in ali so ti namigi prihajali tudi iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba?
Jaz sem v začetku letošnjega leta, ko je prišlo do sprememb v upravi Darsa, v tej upravi ostal, ker sem menil, da Dars dela dobro in ker sem verjel, da bomo lahko z novimi nadzorniki in pa z novimi člani uprave korektno in pa dobro ter uspešno delal. Ko ste dejali, da, bilo je kar nekaj namigov, ki so bili tako znotraj politike kot zunaj politike, da bi bilo dobro, če bi se umaknil, da ne razumejo, zakaj sem ostal na tem položaju po menjavi vlade, češ da je bilo pričakovano, da ta sedež zasede kakšna druga stranka, ki je sedaj na oblasti. Jaz sem se skozi poudarjal, da delam dobro, da delam zagonito, delam odgovorno, da če pa ni zaupanja v moje delo, se pa lahko tudi dogovorimo in sporazumno razidemo. Glede pritiskov iz kabineta predsednika vlade, ne, teh name ni bilo, niso bili vršeni. Kakšni pritiski pa so se na vas vršili v preteklosti? No, imamo, rekel, dvoje vrst pritiskov. Ne. Eno so, rekel, tisti legitimni pritiski, ne, strani uporabnikov, tako kot ste dejali, ki želijo, da bo avtocesta čim bolj pretočna, da ne bo zastojev. Pritiski strani koroških županov, ki si želijo in zaslužijo avtocesto do Koroške in tako naprej. Ampak to so vse, rekel, tisti legitimni pritiski. Ne. Drugi pa, katere si pa čutil, so pa pritiski, da bi prišlo do tvoje zamenjave, zato da bi lahko morda nekdo drug, ki pride namesto tebe, na nek način lahko izpolnjeval svoje interese. In jaz se bojim, da je sedaj bo Dars prišel v neko obdobje ali pa v nek čas, ko bo spet lahko postal plen določenih lobijev. Ali pa interesov. In interesov je zagotovo veliko, gre za Dars je največja državna družba, obrača se veliko denarja, tako da že iz tega vidika je stolček predsednika uprave Darsa zelo, zelo zaželen. Ste pričakovali ultimat na zadnji seji nadzornega sveta, oziroma kaj sploh ste pričakovali od tega sestanka? Ne, sem predvsem pričakoval neko korektnost. S predsednikom nadzornega sveta sta se večkrat pogovarjala, da če ni zaupanja, sedaj bo usest, pogledava in se razidemo džentelmensko. On je še teden dni pred sejo nadzornega sveta zatrjeval na seji Komisije za nadzor javnih financ v Državnem zboru, da ta uprava dela dobro, da ima zaupanje, potem se pa čez noč vse spremeni in se za mojim hrbtom dobi s 3 člani moje uprave neki okrepčevalnici v Zbiljah, kjer se pogovarjajo o moji zamenjavi. Potem je pa seveda docela nenavadno tudi to, da imajo na zaprtem delu seje nadzornega sveta pri sebi tudi odvetnika, zoper mene napisane neke očitke, ki mi jih niso predočili, tudi niso pokazali tistega pisnega izdelka oziroma mnenja odvetnika, prav tako pa mi niso omogočili, da bi se lahko jaz v miru posvetoval s svojim pravnim zastopnikom. Jaz sem vendarle ekonomist, nisem pravnik in bi bilo morda tudi z tega vidika lahko videti. In to so bili pol tisti elementi in pa rekel, tista dejanja, ki sem rekel, jaz na ta način ne želim več delovati in je najbolje, da grem. Zakaj ste se popustili izsiljevati, če parafraziramo vaše besede, in odstopili, namesto da bi se pustili krivdno razrešiti in na to pravico iskali na sodišču? Tudi to je bila možnost, o kateri sem razmišljal. Jaz sem prepričan, da tisti očitki, ki so mi jih dali, da so brez osnove in da bi to zagotovo na sodišču tudi dokazal, vendar pa je slovensko sodstvo tako, da postopki lahko tečejo leta in leta in leta. Poznam primere, ko so krivdno razrešili vsaj 2 bivša predsednika uprav, postopki Darsa, postopki so se vlekli 5 let in več, na koncu sta dokazala svoj prav. Dars jim je moral izplačati vse plače za nazaj in še tudi škodo po odškodnino, ki je nastala. Sedaj se bo seveda postavilo vprašanje tudi odgovornosti takratnih nadzornikov, ki so sprejeli takšno, se pravi napačno, protizakonito odločitev. Ampak na podlagi tega sem se odločil, da ne želim tratiti časa s tem, raje se umaknem, se posvetim drugemu delu. Ali niste s tem, ko ste sprejeli odstop brez odpravnine, posredno priznali, da se krivdne razrešitve bojite? Ne, zato sem jaz tudi sklical izjavo pa zadevo pojasnil. Da odhajam z dvignjeno glavo, odhajam brez odpravnine, da mi Dars ni izplačal niti evra in da nisem kriv. In jaz se veselim pravzaprav teh forenzičnih preiskav,
ki jih je naročil nadzorni svet in ki jih bo naročil tudi SDH kot v vlogi lastnika oziroma skupščine. Jaz se jih veselim, jih podpiram in se jih tudi prav nič ne bojim. Zato, ker, kot sem že večkrat dejal, z gospodoma, ki sta se zdaj pojavljala v medijih, Snežič in Bedenčič, jaz nisem sodeloval, ju ne poznam, nikoli ju nisem srečal. Ne. In je docela nenavadno, da nekdo lahko hodi po Sloveniji, operira s tvojim imenom, govori, da hodi v tvojem imenu, pobira denar, potem evidentno do tega posla ne pride, ne. Kriv si pa ti oziroma kriv je pa Dars in se mora potem zagovarjati. Ne. To je skregano zdravo pamet. Gospod Hajdinjakov, vse skupaj se je nekako začelo zgodbo z Julijo Humar, sodelavko vašega strankarskega kolega in nekdanjega ministra Jerneja Vrtovca. Kaj v tej zgodbi drži in kaj ne? Drži, da me je ona takrat je delala v kabinetu ministra Vrtovca, da me je poklicala. Jaz sva namreč veliko sodelovala, kajti Dars je sodeloval z ministrstvom. In me je prosila, če bi lahko na sestanek, na spoznavni sestanek sprejel gospoda Snežiča, da ima on s soprogo neko firmo oziroma neko podjetje za davčno optimizacijo in tako naprej. In jaz sem rekel pač, da tega ne bom storil. In s tem je bila zgodba zaključena. Tukaj ni bilo kakšnih pritiskov z njene strani, bolj neka prošnja, in ki je pa jaz nisem ustregel. Kajti, veste, ko si na čelu Darsa, ne, je to vrstnih prošenj za sprejeme, za sestanke, za srečanja, vljudnostne obiske ogromno. In takrat se moraš odločiti, kaj je res prioriteta, koga želiš sprejeti, ali je to v dobro družbe, in če ni, potem se odločiš, da bodisi ne boš sprejel oziroma naročiš komu drugemu. Kakšno pa je bilo vaše sodelovanje z nekdanjim ministrom Vrtovcem in ali je kakorkoli vplival na posle v Darsu, mora biti vplivala na posle v Darsu tudi stranka Nova Slovenija? Ne, jaz priznam, da z takratnim ministrom Vrtovcem, Jernejem Vrtovcem, se poznamo že dolga leta, da sva tudi osebna prijatelja in zato je bilo najino sodelovanje, rekel, zelo dobro. V marsičem sva se lahko pogovorila, nisva se v vsem strinjala, tako da sva na določenih področjih iskala tudi kompromise, ampak ko se dva poznata, je veliko lažje reševati odprta vprašanja ali pa izzive, ki so pred tabo. Ni pa minister Vrtovec v vlogi ministra, ne prej, ne kasneje, nikoli vplival na kakršnekoli odločitve na Darsu ali da bi se poskušal umešavati v delo Darsa, v kakršnekoli javna naročila in tako naprej, in enako velja za stranko. Tu sem bil jaz neomajen in na to nisem pristajal. Omenili ste že Roka Snežiča, ne more mimo večkrat omenjenega v tej zgodbi, ki naj bi sprejemal podkupnine za posle v Darsu. Kako je s to prakso in ali ste podkupnino kdajkoli prejeli vi? Jaz odločno zanikam, da bi kadarkoli, pa ne samo zdaj, ko sem v Darsu, ne, da bi kadarkoli prejel kakršnekoli podkupnino, še več, tudi nobene podkupnine nisem dal. Kar je pa meni, rekel, v tem medijskem prostoru nenavadno je to, da nekdo podkupnino da, nekdo podkupnino sprejme in mu obljubi posel, potem pa tisti, ki je podkupnino dal, tega posla ne dobi, si povezne kapuco čez glavo in reče, zdaj sem pa skesanec ali žvižgač. V vsaki normalni državi, v vsaki pravni državi bi oba, tako tistega, ki podkupnino daje, kot tistega, ki podkupnino sprejema, ker gre za kaznivo dejanje, strpali v zapor. Pri nas jim pa dajemo prostor na raznih televizijah in v medijih in ne problematiziramo njihovega dela ali pa njihovega dejanja, ne. Problematiziramo pa potem na strani Darsa to, da je nekdo hodil po Sloveniji pa govoril, da hodi v imenu Darsa, kar pa ni res. No, še eden je hodil, necenzurirano piše, da med več kot 5 sklopi očitkov zoper vas naj bi bili glavni povezan s prihajajočim skoraj 5 milijonov evrov vrednim razpisom za dobavo specialnih strojev. V oddaji Tača so namreč razkrili, da naj bi imel pri tem poslu ključno vlogo Gašper Benedečič, širši javnosti neznani poslovnež, ki velja za osebo z odličnimi povezavami v gradbenih krogih. Ta naj bi v imenu NSI ponujal ureditev posla enemu od podjetij, ki ga je želelo dobiti. V zameno bi prejel provizijo v višini 5% vrednosti. Vam je to znano in pa katerih 5 sklopov menite, da vam očitajo? Jaz Gašperja Bedenčiča ne poznam, tudi njega nisem nikoli srečal. Drži pa, da me je
aprila letos poklical direktor Avtokomerca in je rekel, da se je pri njemu oglasil imenovani Gašper Bedenčič, ki ne bi ponujal neke usluge prilagoditve razpisa na Darsu v zameno za neko provizijo. In me je vprašal, če jaz tega Gašpera Bedenčiča poznam, če prihaja v mojem imenu oziroma v imenu Darsa. Jaz sem mu takrat povedal, da ga ne poznam, da nima nobenih pooblastil Darsa, niti nima nobenih pooblastil z moje strani in da naj ga postavi pred vrata ter pokliče policijo, oziroma ga prijavi policiji. Direktor mi je obljubil, da bo to storil. Jaz sem potem pa nemudoma poklical vodjo naše službe za korporativno varnost, katere pristojnost je bila tudi izvajanje notranjih preiskav in jo seznanil s tem telefonskim klicem in naročil naj v skladu s svojimi pristojnostmi in pravilnikom, ki smo ga imeli, izvede vse potrebne ukrepe. Zanimivo je pa še to, ko se očita nek koruptivni posel razpisa, za katerega naj bi ta Gašper Bedenčič lobiral, še do danes ni bilo. Ne takrat, niti ni bil v pripravi, niti ne danes. Tako da do tega posla evidentno ni prišlo. Povedali ste, da poslovni partner ni prijavil, čeprav ste ga pozvali policiji. Zakaj tega niste storili vi? Prvič zato, ker je rekel, da bo to storil on, ker se je Gašper Bedenčič oglasil pri njemu, ne pri nas. Jaz sem potem, kot sem dejal, to prijavil naši službi za korporativno varnost, ki pa je bila v imenu uprave tudi pooblaščena, da v primeru, da ugotovi, da je šlo neka zasume storitev kaznivih dejanj, podaja tudi ovadbe na policijo. To je bilo v preteklosti tudi večkrat storjeno in verjamem, da bi bilo tudi v tem primeru tako, če pa, glej ga zlomka, ne bi prišlo do ukinitve v letošnjem letu službe za korporativno varnost na izrecno vztrajanje enega od članov uprave. Katerega? Andreja Ribiča. Če se vrnem na vašo izjavo za medije, ko ste dejali, da se tega ne greste več in da so vam, kot ste že dejali, delali za hrbtom. Kdo in na kakšen način ste izvedeli? Ko govoriva o tem, bom rekel, nenavadnem korporativnem dejanju, tudi sam sem bil nadzornik in se z predsednikom uprave ali pa člani uprave nikoli nisem dobival po gostilnah, ampak ko je šlo za resne zadeve, za uradne zadeve, smo se dobili pač na sedežu podjetja, kajti to se mi zdi edino prav. Ko pa govoriva o tem dogodku, ko se je predsednik nadzornega sveta dobil s 3 člani uprave, ki sem jo vodil v okrepčevalnici v Zbiljah in kjer so, kot so mi povedali, 3 člani govorili tudi o mojem zaupanju oziroma o moji odgovornosti, o moji zamenjavi, mi je pa to docela nenavadno. In imeli so smolo, da je v tisti okrepčevalnici ravno takrat bila neka moja znanka, ki je obvestila ne samo mene, ali pa še tudi nekatere druge ljudi. Pravite, da so že s tem smo nekako začeli do vas prihajali signali, češ da se umaknite in potem se je začel ta medijski konstrukt, kot ste poimenovali. Kot vemo, so s kadri SDS-a na vodilnih položajih Golobovi počistili takoj po prevzemu oblasti. Čemu pripisujete, da ste na čelu Darsa ostali tako dolgo, vse do zdaj, oziroma da so se ti namigi, da se poslovite, začeli prihajati šele v zadnjem času? Jaz moram najprej odločno zanikati, ker se veliko rad pojavlja v medijih neka insinuacija, da naj bi šlo za nek deal, za nek dogovor med Novo Slovenijo in Gibanjem Svoboda oziroma predsednikom vlade, da zato, da bo Nova Slovenija pridna, bo konstruktivna, podpirala projekte, jaz ostanem na sedežu oziroma na čelu Darsa. Tega dogovora nikoli ni bilo. Jaz za njega ne vem. Ko sem se pozanimal tudi pri kolegih na Novi Sloveniji, so mi zatrdili, da tega dogovora ni bilo. Zakaj sem jaz ostal? Meni je bilo takrat ponujeno, da lahko ostanem, da nadaljujem delo, da delo dobro poteka, vendar pa bodo na določenih področjih zadeve prevetrili. S tem sem se strinjal, sem rekel, če bo pač uprava, nadzorni svet, če bosta taka, da se bo dalo uspešno nadaljevati delo, potem s tem nimam težav. Vendar se je na koncu izkazalo, da se ni dalo
delati v tej smeri in da so bila vse skozi neka polena pod noge, vse skozi neko sumničanje, nezaupanje, sumničavost, nezaupanje in na podlagi tega se potem človek odloči, da ni potrebno. Prvak NSi Matej Tonin je na včerajšnji novinarski konferenci dejal, da se v operaciji, ki se je zgodila v preteklih dneh, sodelovali ljudje blizu SDS-a, ki so zagotovili kvazi obremenilne dokaze za SDH. Na drugi strani pa so ljudje iz Svobode to operativo izpeljali. Tako, magister Tonin, ste lahko bolj konkretni, kaj je predsednik NSi mislil s tem? Težko komentiram njegove besede, ampak kot pa poskušam razumeti, kaj je želel povedati, je pa dejstvo, da je Rok Snežič blizu SDS-u, da je Gašper Bedenčič bil občinski svetnik SDS-a in že klej je tisti narativ, da naj bi nekdanji občinski svetnik SDS-a nabiral denar za Novo Slovenijo. To je meni nelogično. Po drugi strani seveda je bila potem pa zdaj na ponedeljkovi seji nadzornega sveta zadeva izpeljana s pomočjo posameznikov, ki so bodisi člani ali pa blizu Gibanja Svobode. Kakšno vlogo pri tem, kar se vam dogaja, pripisujete Golobovemu človeku, ste ga že omenili, ki je nedavno postal član uprave, torej Andreju Ribiču. Gre za človeka, ki je za svojo razrešitev s čela Elektre Ljubljana v času 3. Janševe vlade javno obtožil Jerneja Vrtovca. Je morda v igri maščevanje? Ne vem, to je v bistvu vprašanje za njega. Jaz sem tudi z Andrejem Ribičem želel delati strokovno. Mislim, da ima določene kvalifikacije, da ima določene znanja in izkušnje, vendar pa se je na koncu izkazalo, da je to zaupanje in posledično potem tudi sodelovanje oteženo, še posebej po tistem, ko pač ugotoviš, da nekaj delajo za tvojim hrbtom. Ker, uprava je kolektivni organ, ne, in odloča kolektivno. Jaz sem se na vseh uprave, ki smo jih imeli, vedno trudil, da ne bi prihajalo do kakršnega koli glasovanja, temveč da bi bile odločitve sprejete s konsenzom, se pravi soglasno. In to mi je uspevalo. Mislim, da smo v vseh teh letih, kar sem bil na čelu Darsa, dvakrat glasovali v nekih manjših kadrovskih zadevah. Sicer pa so bili vedno stvari sprejete soglasno in to je tudi tisti temelj dela uprave, da si med sebojno zaupa. Da, imeli smo različna stališča, priznam. Ampak potem smo se usedli, smo se dogovorili, poiskali kompromis, morda je vsak nekoliko popustil, ali pa smo prisluhnili argumentom drugega in na koncu sprejeli soglasno odločitev. Ko pa na koncu ugotoviš, da pa začnejo zadeve nekako škripati, da ni več tega zaupanja, da imaš občutek, da te nekdo želi prenesti okrog, da ti ne pove vsega in za tvojim hrbtom počne nekaj drugega, oprostite, take igre se pa jaz ne grem. Zato sem se potem tudi odločil, da raje odstopim, naj drugi prevzamejo, pa bomo videli. Preden greva še k scenariju, kaj napovedujete za Dars v prihodnje, še vaš osebni pogled bi rad, gospod Valentin Hajdinjak, ko ste videli Roka Snežiča, kako prešteva denar od neznanca, kaj ste si takrat mislili? Zdaj, to je pravzaprav meni tuje, podkupovanje. In to ni nekaj, s čimer bi se jaz ukvarjal, ampak ko sem videl tisti posnetek, seveda, najprej pomisliš, ker je bil izrečen v povezavi z Darsom, da je res nekaj narobe. Potem pa začneš seveda tudi preiskovati, se spraševati, se pogovarjati s sodelavci in potem ugotoviš, da je to posnetek, ki je star že nekaj let, da naj bi bil to posnetek, kjer naj bi nekdo, tisti, ki je podkupoval, obdržal posel, pa ga potem ni, da na tem posnetku ni nikogar, ki bi bil zaposlen v Darsu, kar me je v bistvu veselilo. Te pa seveda jezi, ko poslušaš posnetek in nekdo operira s tvojim imenom in pravi, da ima vpliv nate, čeprav te nikoli ni srečal, čeprav se nikoli nisva dobila in čeprav sem zavrnil sestanek z njim. Tako da z tega vidika, jaz si tovrstnih posnetkov nikakor ne želim, niti ne tovrstnih dejanj. Na koncu pa najbolj smešno to, da je bilo najprej rečeno, da strani žvižgača, da je Snežič pobiral denar za SDS, Snežič se pa čez nekaj časa potem oglasi pa reče, da je bil ta denar namenjen za Gibanje Svoboda. Tako da, kaj je bilo res, ne vem in jaz si želim, da bi pristojni organi to tudi razčistili.
Če trdite, da niste prejemali podkupovanja in niste sodelovali v tovrstnih zgodbah, kako gotovo pa to lahko rečete za nižje uradnike na Darsu? Jaz sem na seji Komisije za nadzor javnih financ rekel, da dam roko v ogenj zase in za moje člane uprave, da niso prejeli nobene podkupnine strani Roka Snežiča ali Jedali in enako velja za Gašperja Bedenčiča. Moja roka zaenkrat še ni zažgana ali pa upečena, upam, da tako tudi ostane. Glejte, Dars ima skoraj 1300 zaposlenih, odlične sodelavce, zelo dobre, strokovne. Za vsakega od njih roke v ogenj ne morem dati, ne. Dars je v preteklosti že znal identificirati in najti posameznike, ki niso delovali v skladu z zakonodajo. Znal se jim je tudi zahvaliti, pomeni odpovedati pogodbo o zaposlitvi in to ubraniti tudi na sodišču. Tako da takšne posameznike, ki smo jih našli, ki smo jih identificirali, smo se z njimi tudi razšli, kajti uprava, dokler sem jo vodil, je imela ničelno stopnjo tolerance do kakršnihkoli koruptivnih, nezakonitih ali pa drugih neustreznih ravnanj. Kakšen scenarij sedaj napovedujete za Dars? Kdo ga bo po vaše vodil prihodnje? Bo to morebiti Andrej Ribič? Trenutno je za predsednika uprave imenovan magister David Skornšek, ki je, moram reči, strokovnjak za področje financ in računovodstva. V mojem času je pokrival še cestninjenje. In jaz sem z njim, moram reči, dobro sodeloval, tako da se ne bojim, da bi prihajalo zdaj do kakršnihkoli težav. Veste, vsak človek je nadomestljiv, ne. Se pa bojim, da je na podlagi tega medijskega konstrukta, ki je nastal in kjer se ni izkazalo, vsaj za mene, da sem imel kakršnekoli prste v marmeladi in tega tudi ne bo, ker jih nisem imel, imam čisto vest in to se bo prepričan s forenzičnimi revizijami tudi izkazalo, da pa je bil cilj tistih, ki so to sproducirali, da sedaj lahko Dars postane plen nekaterih interesov. Kot sva že prej dejala, je interesov na področju Darsa veliko. Jaz bi si želel, da bo uprava, ki sedaj vodi družbo tem interesom in pritiskom kos in da temu ne bo popustila. Jaz nisem želel popustiti in to je verjetno tudi eden od razlogov, zakaj sem se potem na koncu moral posloviti. Lahko čakamo v prihodnje tudi novo zamenjavo na čelu vodstva Darsa? To je odvisno od nadzornikov, kako se bodo odločili, kaj se bodo odločili. Je pa delo v upravi Darsa zelo, zelo zahtevno. Z tega vidika vse skozi si postavljen pred določene izzive, vse skozi so, rekel, uporabniki avtocestnega križa upravičeno nezadovoljni zaradi zastojev, zaradi obnov in tako naprej. Tako da biti predsednik uprave Darsa ni nekaj, kar bi bilo brezskrbno, kar bi bilo, rekel, lahko. Je velik izziv, ampak jaz moram reči, da sem ga rad opravljal. Gospod Hajdinjak, kam sedaj? Vas čaka služba v T2, kjer ste delali prej? Se boste morebiti bolj aktivno vključili v politiko? Kakšni bojo moji načrti za naprej, še ne vem. Jaz bi se sedaj najprej rad vzel nekaj dopusta, se spočil, potem pa se odločil, kaj in kako naprej. Gospod Valentin Hajdinjak, iskrena hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. To je bilo vse v današnji vroči temi. Če ste jo zamudili, si jo oglejte na našem YouTube kanalu ali pa na spletni strani www.domovina.je. Lahko pa se naročite tudi na tiskano izdajo tednika Domovina in tako podprete neodvisno novinarstvo. Želim vam vse dobro.